Avtomobili, kot je na primer Focus pri Fordu, velikokrat pomenijo za znamko nekakšen korak naprej. To so masovni avtomobili, ki predstavljajo glavnino prodaje pri določeni znamki in potegnejo seboj še ostale modele, zato morajo biti res perfektni. Od leta 1998 je bilo prodanih že več kot 10 milijonov Focusov, kar je izjemen uspeh. Kupci in novinarji smo se vedno navduševali nad odličnimi voznimi lastnostmi tega Forda. Ponujajo najboljše razmerje med športnostjo in udobjem, tako pa naj bi ostalo tudi v prihodnje. Za največje privržence bo morda razočaranje, da 3-vratne različice ne bo več, je pa sedaj 5-vratna tista, ki nosi nekakšen predznak športna. Potem sta na voljo še limuzina in karavan, vsi skupaj pa bodo hkrati na voljo pri nas baje še pred poletjem. Morda je zanimivo, da se bo novi Focus prodajal tudi v Severni Ameriki, kjer doslej niso bili naklonjeni do za njih tako majhnih avtomobilov. Očitno so začeli hujšati. Pri Fordu pravijo, da bodo z novim Focusom kupcem ponudili kakovosten, varčen in varen avtomobil, ki bo svojo tehnološko naprednostjo presegel pričakovanja kupcev. Od starega je le za 2 cm daljši in celo malo nižji in ožji, kar pomeni, da bo še vedno lahko zapeljal vse garaže, kamor gre aktualni. Izjemno veliko stavijo na zelo dinamičen zunanji izgled. Če morda na prvi pogled ni tako očitno, pa se pohvalijo, da še nikoli niso toliko sredstev namenili razvoju uporabniškega vmesnika v notranjosti. Vidi se, da so materiali boljši, sistemov za pomoč vozniku pa je toliko, da je fino prebrati priročnik. Dizelski motori naj bi bili še bolj varčni, ponudba pa obsega od 70 do 120 kW oziroma 95 do 163 konjev. Najbolj pomembno pa je, da je vsa ta moč ob odličnem podvozju še vedno zelo dobro izkoriščena. Če bo vse po planih, naj bi bil novi Focus pri nas še pred poletjem.